pozdravljeni, sem Aleksandar, tukaj župnije na Brezovici. Včasih pridem tudi tukaj jih maše, ker me na Nigoricah zelo spominja cerkev, na mojo domačo cerkev Dragomerju, se mi zdi zelo pristno domače, ker je ravno cela vaška občina. Danes smo v Berilu videli, da je zakonska zveza zelo pomembna in se tudi prvi čudež prav za tega zgodil, da ne bi spravil zadrego teh mladoporočencev in vseh, ki so pripravljali to slovesnost, samo poroko, svadbo. Tudi mi praznujemo vsak svoj zakon, ga utrjujemo. Jaz imam izkušnjo kljub temu, da sem poročen 20 let, da ni nujno, da bi ta zakon obstal. Sploh ni nujno. Vse to, kar se mi je zgodilo, ko bi bila samo ena napačna misel, ker sem videl, da se moj zakon ne izpolnjuje. Vsi drugi, moji prijatelji so se realizirali v zakonih, so imeli otroke. Jaz tega nisem videl. Midva žena nisva imela otrok, so jih čakala vse možne načine. Ogromno enih nasvetov sva dobila od prijateljev, kako se danes da zelo to pomagati, dobiti otroka. Seveda, to sem razumel že iz cerkve, da je morala jasna. Morala kristjana je jasna. In ne moramo kar iti preko trupel, zato da bom jaz dobil otroka. Ampak Bog se je pokazal močnega tudi v mojem zakonu, zato ker sva midva zbrala eno korajžo, eno moč, so se odločila, da dava eno vlogo za posvojitev, če je ta možnost, če se to lahko odpre, kljub temu, da vemo, da je to praktično nemogoče danes. In sva dobila tako prvo hči po 14 letih najnega zakona. Ampak potem so se nama rodili še 3 otroci. Tako da vidim en velik blagoslov, kak je Bog naredil v mojem zakonu. Znam to ceniti. Upam, v tem razumu, ki ga imam, da me ne bo kdaj zapustila pamet, ker ljudje smo različni in pri človeku čist nič ni gotovo. Mi se danes odločamo tako, jutri drugače, ker imamo svobodno voljo. Pri Bogu ni tako, pri Bogu je vse zelo jasno in je ves čas trdno ob nas, nam je zvest. Naša zvestova je taka zelo omahljiva. Se vimo, kako smo zvesti v hoji za Kristusom, v cerkvi, zato ker tudi pogosto krat smo deležni kakšne kritike, zakaj nas ni več pri maši, zakaj se tako vse usipa, zakaj manjkamo. Mi smo tukaj in potem neupravičeno to na nas leti. Smo tukaj, ampak če pogledamo okrog sebe, nam manjkajo domači, bližnji, sorodniki, prijatelji, bi jih tudi želeli imeti nekje tukaj blizu v cerkvi, da bi živeli kot skupnost, eni edinosti, pa teh ljudi enostavno ni, so se oddalili. In jaz vas seveda vabim, koliko je v vaši moči, če imate kakšnega od teh oddaljenih, pa bližnjih, da jih povabite, da pridajo na predavanje, na ovajanje odraslih v krščanstvo, kot pomoč, da bi lahko zopet dobili eno korajžo, eno voljo za svoje življenje, smisel v svojem življenju, smisel za to, da so lahko v zakonu, ali da se lahko odločijo za zakon. Vidite, da mnogi mladi danes ne vidijo nobenega smisla v zakonu, malo bojo probali z enim prijateljem, pa z drugim. Komaj smo se obranili enega zelo neumnega zakona in zagotovo bo še mnogo kakšnih takih napadov, tako da cerkev se bo morala izkazati za močno. V nasprotnem, ne moram reči, da bo krščanstvo prišlo, ker ne bo nikoli, ampak ta naša vera, naš rod pa lahko preide. Zato vas vabim, oziroma te vaše bližnje in oddaljene, da se udeležijo teh srečanj, ki bodo ob torkih in petkih ob 20. uri v dvorani poleg župnišča na Brezovici. Hvala. Pa lepo praznovanje danes. Hvala enako.